Dober dan vsem. Govorimo zdaj o vektorskem produktu dveh vektorjev, ki ga označujemo na tale način. Prej sem že govoril o skalarnem produktu dveh vektorjev, ki je vzel dva vektorja in jima je priredil en skalar, eno število. Tukaj pa vektorski produkt dvem vektorjem priredi en tretji vektor. Sedaj, tale vektor je pravokoten na ravnino, ki ga določata vektorja A in B. Je pravokoten in kam gleda to, dobimo s pravilom desne roke. Torej, z desno roko gremo od vektorja proti vektorju B in palec nam kaže smer vektorskega produkta. In že hitro razumemo, da vektorski produkt ni komutativen. Če mi naredimo vektorski produkt med B in A, in torej rabimo pravilo desne roke, gremo od B proti A, palec nam kaže proti dol. Torej, ta dva vektorja imata isto smer, ki je pravokotna na ravnino, ki je sta in B, ampak imata nasprotno usmerjenost. In torej damo ta minus. Skalarni vektorski produkt med B in A je minus vektorski produkt med A in B. Torej, smo razumeli smer, usmerjenost, nam manjka še modul ali dolžina tega vektorja. Torej, zdaj, te dve risbi sta bili tridimenzionalni. Ta risba je spet bidimenzionalna. Smo v ravnini, kjer sta A in B. Med njima je nek kot alfa. Vektorja in B določata en paralelogram. Sedaj, ploščina tega paralelograma je osnovnica krat višina A krat H. Dolžina od A, jasno, A krat H. In H vidimo, da je enak B krat sinus alfa. In torej, ploščina tega paralelograma je A krat B krat sinus alfa. Torej, modul vektorskega produkta je enak ploščini tega paralelograma. Sedaj, poglejmo primer, ko dva vektorja sta usporedna. Torej, če sta usporedna, hitro vidimo, da v resnici ne določata ene ravnine. Torej, niti ne vemo, če bi hoteli določiti vektorski produkt, naj bo pravokoten na katero ravnino, ker ravnina ni določena. In torej postavimo, da vektorski produkt je enak nič. En drugi način, kako lahko vidimo, je, da tukaj kolikšen je modul vektorskega produkta v tem primeru, če kot je nič, tukaj sinus od nič, ali tudi sinus od 180 stopinj je nič, in torej modul je nič. In torej je jasno, da vektorski produkt je nič. Če pa vektorja sta pravokotna med sabo, torej sta pravokotna tukaj, alfa je 90 stopinj, sinus od 90 stopinj je 1 in modul od vektorskega produkta je A krat B krat 1. Torej, v primeru sta pravokotna, vektorski produkt ima kot modul prav produkt modulov obeh vektorjev. In tudi opazimo, da za kot 90 stopinj sinus alfa zavzame najvišjo vrednost. Torej, ta je tudi največji možni modul, če gledamo različne kote med A in B. Torej, zavzame največjo vrednost. Sedaj, sem razložil v drugem videu točno zakaj, ampak en vektor, ki ima koordinate AX, AY, Z, ja, tukaj jasno govorimo vse o vektorjih v treh dimenzijah, ker ta vektorski produkt je pravokoten na eno ravnino, torej rabimo nujno tri dimenzije. Torej, sem razložil v drugem videu, zakaj ta vektor, ki ima koordinate AX, AY, AZ, lahko napišemo kot AXI plus AYJ plus AZK in vektor B kot BXI plus BYJ plus BZK. Samo da kratko spomnim, da ti vektori I, J, K so na vseh X, Y, Z in imajo vsi dolžino ali modul enak 1. Sedaj, mi bi lahko napisali vektorski produkt, s tema dvema izrazoma bi naredili vse produkte, to bi bilo zelo dolgo, tukaj nisem napravil. Ampak ne samo, da je zelo dolgo, tudi, ko dobimo rezultat na prvi pogled ni lahko se ga spomniti, je tale. Ampak bom dal zdaj en način, kako si ga lahko zapomniti. Še prej pa poglejmo to, če mi bi to razrešili, bi dobili vektorske produkte med vsemi ti I, J, K po 2 in 2.
samo na kratko pogledamo, torej, če imamo vektorski produkt med I in I, med J in J, med K in K, med enim vektorjem in samim sabo, to je primer, ko sta usporedna in torej vektorski produkt je nič. Če pa imamo vse druge možnosti, govorimo vsekakor o vektorjih, ki so pravokotni med sabo. Dovolj, pogledamo, kako so postavljeni I in K, so pravokotni med sabo in torej modul teh vektorskih produktov je produkt modulov. Ampak vsi ti imajo modul 1, torej prije 1 krat 1, 1. Torej vsi ti drugi vektorski produkti imajo modul 1 in torej so še zmeraj I, J, K. Kvečemu z minusom, ker gledajo v nasprotno, imajo nasprotno usmerjenost. Sedaj, ne naredimo vse, ma pogledamo in kako dobimo kateri je rezultat, recimo. Z pravilom desne roke gremo tukaj na I, vektorski produkt med I in J. Gremo z roko od vektorja I proti vektoru J in palec nam kaže K. Gremo tukaj od I proti K in palec nam kaže tako proti nam in je nasprotno kot vektor J, torej je minus J. Poglejmo še tega, J in I, gremo tako in palec nam kaže dol, nasprotno kot vektor K, minus K in tako naprej za ostale. Vsekakor, zdaj, kako si zlahka zapomnimo vektorski produkt? Zdaj, pustite sta to v modrem, poglejmo samo to v zelenem. Si ga zapomnimo kot determinanto te matrike, kjer v prvi vrsti imamo I, J, K, drugi AX, AY, Z in tretji BX, BY, BZ. Torej, tako si zapomnimo. In zdaj, kako se razreši ta determinanta 3x3 z Sarusovim pravilom je najlažje. Torej, kopiramo prvo in drugo kolono tukaj zraven in sedaj tukaj sem označil s temi črtami, kako bomo naredili produkt teh treh plus produkt teh treh plus produkt teh minus produkt teh minus produkt teh minus produkt teh. In tukaj sem napravil vse te produkte. Jih je 6, ne? Ja, in potem na koncu še izpostavimo I med dvema členoma, J med dvema in K med dvema. In dobimo prav to. Ja. Ampak si enostavno, namesto si zapomniti to, si zapomnimo to in zlahka to dobimo. Še to, en primer pri fiziki, kjer se uporablja vektorski produkt, je na primer, ko računamo silo, ki deluje na elektron delec, ki se giblje v magnetnem polju. Torej, ker tista sila je pravokotna bodisi na hitrost delca, bodisi na smer magnetnega polja. In torej, zato silo lahko napišemo kot vektorski produkt, damo vektorski produkt med hitrostjo delca in magnetnim poljem. In ta vektorski produkt še je vektor, ga množimo, naredimo produkt s skalarjem, ki je naboj tistega delca. In tako dobimo silo, ki deluje na elektron delec v magnetnem polju. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala!